Zelo, zelo, zelo lepo vas pozdravljam na prvem pogovoru po prvem filmu v novi sezoni. Še prav posebej lepo pozdravljam pa današnji gosti, Majo Vajs in Ido Vajs. Maji se dvakratno zahvaljujem, ker se je še prav posebej potrudila in po nekaj dneh danes prvič stopila v javnost prav za tale pogovor. Za poškodbo. Res vama čestitam za ta čudovit film, ki je, mislim, da ne unikum v našem prostoru, v našem filmskem prostoru, ampak tudi sicer, kot je zapisala kritika, gre za portret ustvarjalke, portret ženske, portret časa, ki je izjemen v tem, da je iskren, duhovit, tudi samoironičen, kar je posebna kvaliteta, tako da Maja res čestitam ob vseh filmih, potem ob tem nekem življenjskem prelomu še tak poklon gledalcem. Pa za začetek bi te vprašala, če bi še enkrat izbirala, bi se odločila za film? Ja, hvala, lepo pozdravljeni. Malo sem imela nesreče, zato sem mečken s raznimi Hanzaplasti prilepljena. Če bi se še enkrat odločila za ta film, zdaj sem vesela, tudi ko vas vidim, pa je neko občinstvo, pa sem se malo pomirila po teh projekcijah, malo je že distance, že pol leta od filma nastanka je nekako minilo. Drugače pa je bilo zame... Mislila sem bolj splošno. Ja. Tisto splošno vprašanje, ko si se odločila za študij na AGRFT-ju, ko si bila stara 18 let, bi se še enkrat odločila za film, za filmsko ustvarjanje in seveda za ta film? Ja, tukaj včasih sem jaz malo bipolarna, ne? To tudi v filmu ste že slišali, tako da so dnevi, ko absolutno mislim, da to je ta medij, da to je ta poklic in da to sem jaz in da je ta odločitev bila pravilna. So pa tudi dnevi, ko se mi zdi, da sem vse zgrešila v življenju, ampak mislim, da tukaj smo skoraj vsi ljudje, ki se s takimi mogoče stvarmi tu in tam v bistvu srečamo in srečujemo. Ampak kljub temu, ne, film je jezik ustvarjalnosti, ki mi je vedno bil blizu, čez njega pomagal mi se je izraziti, pomagal mi je spoznavati življenje, čas in ljudi znotraj teh 30 let ustvarjanja, torej od leta 1984, ko sem v bistvu stopila na to, bomo rekli, odločitev za to profesijo, naredila sprejemne izpite na AGRFT. Ob uvodu v film, pred ogledom filma sem nekako povedala nekaj, kar pravzaprav vsi vemo, da ne glede na to, kaj se bo zgodilo v naslednjih 10 letih, 50, 100 letih, bosta vidve ostali zapisani v zgodovino slovenske umetnosti, Maja kot režiserka prvega slovenskega igranega filma in Ida kot producentka tega filma. To je bilo leta 2002, to je bil film Varuh meje, film, ki je doživel velik mednarodni uspeh že ob svetovni premieri v Berlinu, na Berlinskem filmskem festivalu. Pa bi vaju za začetek prosila za en spomin na to, kako je pred 16-17 leti, v kakšnih okoliščinah je prišlo do tega dogodka. Izvoli, sister. Prišlo je težko, ker nekako pač ni bilo prave volje, da se ta film podpre, kar je prvi pogoj, ne, da se sploh potem naredi nekaj tako zahtevnega, kot je celovečerni igrani film. Tako da je bila takrat po pač parih neuspelih poskusih prijave na Slovenski filmski center, oziroma takrat filmski sklad, je v enem trenutku prišla zelo pač osebna odločitev takratnega direktorja Filipa Robarja Dorina, da se bo pač ta film naredil. In
je bil v bistvu on tak, je potem to podprl mimo neke komisije, ki je takrat odločala o projektih, za kar smo mu seveda še vedno zelo hvaležni, ker je to tudi zahtevalo eno veliko mero poguma. In tudi seveda velikega zaupanja, ne, v Majo kot režiserko, ki bo naredila svoj prvi celovečerni film, in seveda tudi vame, ker sem bila takrat, se mi zdi čisto premlada za tak podvig. Tako da tako je pač do tega prišlo. Sama izkušnja je bila pa, ne vem, jaz bom pač zdaj iz svojega osebnega pač povedala kot producentka, Maja bo potem povedala iz svojega. Ampak pač ta film je bil zelo zahteven tudi produkcijsko, ker se je snemal na Kolpi 50 snemalnih dni, ogromna ekipa, zelo komplicirana tehnika in tehnični postopki, ki takrat še niso bili enostavni, digitalni, tako kot danes, ampak bila to resna produkcija na 35 mm filmski trak. Jaz sem imela, ne vem, 25 let in ne vem, rada nekako to primerjam s tem, da ne vem, z otrokom, ki, ne vem, pleza na drevo in pleza zelo neustrašno, ker ne ve, kakšne točno so posledice, če pade dol, ne. In nekako tako je bilo tudi pri meni, se mi zdi, da potem greš v nekaj takega, brez v bistvu prave zavesti, v kaj točno se sploh spuščaš, in se hvala Bogu je vse dobro končalo. Ko pa pogledam nazaj z vsemi izkušnjami, ki sem jih potem še dobila v produkciji, si pa mislim, da je bilo to res eno tako zelo pogumno, no, dejanje strani obeh, no, se spustiti v tako veliko produkcijo, ne, pri prvem celovečernem filmu. No, moja zgodba pa taka, jaz sem bila takrat stara že 35 let, pa šele prvi celovečerni film zaigrani. To je bilo zame, diplomirala oziroma končala študij pri 23, bila sem še ena najmlajših, ki je pravočasno končal študij, ne, in da smo dobili ta film, sem imela že kar veliko nagrad in tega dokazovanja, da sem se dokazala, da je bil najboljši kratek film, pa najboljši dokumentarni film in tako dalje. In da končno jaz kot ženska, ker moji kolegi so večinoma že naredili prve filme, tudi dobim pristop in me prepustijo k tej veliki skledi, ki se ji reče igrani celovečerni film za kino, ki predstavlja med filmarji, ki se odločijo za to pot, v bistvu neki parnas, nek tisti največji dosežek, ker zahteva seveda igrani film, to je pač velika ekipa, igralci, to je nekaj drugega kot v bistvu dokumentarni film. Tako da, in jaz sem si to seveda želela in na ta način sem tudi izpolnila ene od svojih sanj, ampak to sva lahko res dosegli samo z mojo sestro Ido, ki me je v tem absolutno podpirala in s katero sva leta 1998 ustanovile neodvisno produkcijo Bela film. In najin prvi film skupni je bil Cesta bratstva in enotnosti, potovanje po bivši Jugoslaviji v tistem času in tako, potem nam je to naprej, s tem, da je bila pa Ida že potem direktorica filma pri kratkemu filmu Adrian, ki ga je produciral pa Francis Lak, pokojni, in s tem filmom smo tudi, v bistvu s tem Adrianom, ki pa moram reči žal, in to me še skozi danes malo, bom rekla, skoraj boli, da ta film, ki je izjemno lep, da nikoli ga ni bilo možno pokazati tudi na televiziji recimo, in film, ki je bil na 40 festivalih, dobil veliko nagrad kot igrani film, ne samo doma, tudi po svetu, da nikoli ni v bistvu prišel do občinstva. Vi ste v tem filmu Majevej 50 videli, kako snemamo ta filmček in tako dalje. Tako da ena od mojih želj je seveda tudi ta, da bi ta film kdaj prikazali tudi tako malo širše, pa tudi na televiziji, ko prikazujejo kratke filme. Mogoče pa še to o tem, seveda za naju obe je bil ta berlinska premiera
najvidnejših, celo največji uradni uspeh s filmom, ker je pač to so festivali A kategorije, tudi nagrajeni smo bili tam za najbolj inovativen evropski film. In tudi premiera je bila pred polno dvorano, ogromno dvorano, tam je bil en od mojih vzornikov, Dušan Makavejev, ki ste ga na kratko videli tudi v filmu. In to je bil tudi, lepo je tako v tem poti, tako ko gremo, ko se ti neke določene sanje v bistvu uresničijo, torej nekaj, kar si v bistvu iskal nezavedno in potem si našel in ti je potem dejansko to točno ta film pač prinesel, ker na vse zadnje My Way 50 se mi zdi, da je v bistvu tudi poklon glih temu načinu življenja, v bistvu filmmakerstvu rečemo pač temu filmarji, ne. Moram pa reči, Ida, se spomniš, kako, da kopijo, to je bilo še 35 mm, kako je bilo, nismo vedeli do premiere, do tistega sekunde, ko je prišlo, polna dvorana je bilo, vse je bilo pripravljeno in mi, prosim, daj povej naprej. Ja, pač film je en tak dolg tudi tehnično dolg proces, precej kompliciran. Tako da smo v bistvu končevali film do čisto zadnje sekunde, dobesedno. In v bistvu smo ga prvič sploh videli na platno, končanega z angleškimi podnapisi v trenutku premiere v dvorani, kjer je sedelo, ne vem, 700 ali 900 ali kako že, koliko velika dvorana je bila ljudi. In jaz se spomnim, da je bilo to, mislim, po mojem enih najbolj mučnih 2 ur v mojem takratnem življenju, ker sem samo predinfarktno stanje, cel film, ker pač sem gledala sliko za sliko, podnapis za podnapis, ali je tam, ali ni tam, ali bo cel, ali bo kaj manjkalo, ali kaj se bo, ne. Tako da to je bilo, mislim, je bil izredno ganljiv in velik dogodek, hkrati pa zaradi tega, ker smo v bistvu prvič sploh v tistem trenutku videli film na platnu končan, grozno stresen, ne, mislim, do konca od javne špice, no. No pa tudi, veste, te 3 igralke v Varuhu meje so prvič bile takrat na filmu, ker so zdaj velika imena, ne, naša Iva Kranjc, Pivja Zemljič, edino Tanja se ni šla potem naprej v to. To so same lepotice, ne, in tudi medve so bile takrat mlade in še lepše kot zdaj, ne. Tako da, to je bil en tak cvet, veste, to je bil res en tak velik dogodek, kjer smo bili. Moram pa res reči, da edino ni bilo pa takrat, zdaj se to spremenilo, ne, ni bilo pa medijsko takrat to tako, da bi bili tam slovenski mediji, pa ne vem, da bi nekako blazno o tem se govorilo. To se je zdaj malo spremenilo. Jaz moram popraviti, jaz sem bila kot poročevalka Radia Slovenija, bilo je veličastno. Tudi iz mojega stališča, take stvari se ti tudi kot radijskemu poročevalcu zelo redko zgodijo. Mogoče smo v vsej moji karieri, ki je zdaj tudi že več desetletna, 3-krat ali 4-krat je bil za slovenski film tak dogodek, nekaj tako zelo pomembnega, kot je bila ta premiera na Potsdamer placu leta 2002. Ja. Tole bi vaju še vprašala. V filmskem svetu poznamo kar nekaj bratov, ki sodelujejo, Američani imajo vsej brata Coen, potem Italijani so imeli brata Taviani, Belgijci imajo brata Dardenne, Makedonci imajo sestri Mitevski, Slovenci imamo sestri Weiss. Kako se sploh zgodi, da v eni družini 2 brata, 2 sestri se odločita za film in kako je možno, da to sodelovanje kar traja in traja, ker Ida, ne vem, če veste, ampak pred kratkim je Maja v eni oddaji na Radiu Slovenija rekla, brez Ide sploh ne bi bilo nič. Lahko to samo pojasnim, ker v bistvu režiser brez producenta ne more nič. Ti imaš lahko ideje, lahko imaš scenarije, če nimaš ti tega, ki to poproba spraviti do realizacije, nimaš nič. Samo tako, zdaj pa.
Ja, in obratno, ne, pa če producent nima režiserja, ki absolutno stoji za svojim projektom in ima to energijo, da ga hoče in ga vidi in ga želi, ne, tudi producent kaj dosti ne more narediti, ne. Mislim, to pač je vedno obojestranski proces, ne. Tako da jaz sem pač seveda zdaj ne vem, ne morem reči, da počaščena, ker je to nekako takole spontano nastalo, ne, iz tega sestrskega in družinskega odnosa, ne, da pač delava z Majo, ne, ampak seveda meni je to si ščem v veliko čas, da imam tako sestro in da pač je moja sestra taka režiserka, ne, pač to je In obratno. Kako pa do tega pride, pa Družinsko okolje, ne? Odkje ta film? Ja, sigurno je pač, mislim, zdaj, jaz ne vem, pač pri nas je vedno so se gledali filmi, ne vem, srede, nedelje, to so bili pač vedno dnevi za film, takrat je bil, ne vem, 1, 2, 3, 4 programi in to je bilo to. Ampak pač te filmi, ki so imeli takrat še svoje zelo stabilne slote, kako se že reče, termine, ne, na televiziji in so bili, pač to je bilo kar nekaj svetega, no, pač to se je vedelo, kdaj se gleda in kako se gleda in da takrat pač je to nek družinski trenutek, ne, ko se vsi temu posvetimo, ne, in tudi naš oče je vedno rad in še vedno debatiral po tem, ne, o filmu in je rad pač povedal svoje mnenje in ne vem, pač predvsem njega še toliko bolj nekako ta glasba tudi v filmu, ne, vedno zanimala, tako da pač je nekako ta zavest, ne vem, o filmu kot o umetnosti, ne, kako se mi zdi, potem nekako zrasteš s tem, ne. Čeprav jaz moram zase reči, da jaz nisem sebe videla, no, v tem poklicu. Nekako sem imela čisto, ne da sem imela, v bistvu nisem imela sploh nobenih, za razliko od Maje, ki je bila vedno pridna in odlična in zelo osredotočena na neke svoje stvari, sem bila jaz zelo lebdeča in popolnoma raztreščena in nisem imela nekih ciljev in ambicij in vizij, kaj točno bi jaz v življenju počela. Tako da sem potem bolj kot ne pristala, no, v tem slučajno. Je pač seveda zaradi Maje, jaz sem iskala delo, zamočila sem svoj prvi letnik na fakulteti, bila sem postavljena pred zelo konkretno dejstvo strani mojih staršev, ali se vrniti v domače ruralno okolje, v Metliko, ali ostati v Ljubljani in zaslužiti za svoj kruh. In nisem si predstavljala, no, da se vrnem pri 20 nazaj v to malo mesto in potem je nekako naneslo, da je pač Maja rekla, glej, išče moja prijateljica na televiziji, organizatorja, da ji tam pomaga malo s kasetami in pač z vsem tem. Tako da sem jaz bolj potem nekako iz tega začela, iz te neke nuje, da moram zaslužiti, no, da se preživim v Ljubljani. Je pa res, da ne vem, pač me je to hitro potem zelo zasvojilo, ne. Mislim, hitro je to postal način življenja in se mi zdi, da film je sploh en tak ali pa delo pri filmu je pač ali te zasvoji in te posrka in to postane tvoje življenje, ali pa si rečeš, to je pa tak cirkus, to pa čista ciganija, to pa ni zame, ne. In pač pustiš to na miru, ne. In jaz sem pač bila med tistimi, ki me je to čist zasvojilo in sem uživala sem pač v biti med temi kreativnimi ljudmi, uživala sem vse te priprave, uživala sem v teh debatah. Malo manj sem uživala, ko je prišlo do tega, da si zavrnjen in da ne dobiš projekta in da ni v redu, ne, in to je pač nekaj, na kar se človek po eni strani se navadi, po drugi strani se pa nikoli ne navadi na to, vedno ga to prizadene in vedno ga to podre. Ampak ja, še vedno je pa to zame čista
čista čarovnija. In vsakič znova, ko končamo nek film in ga na koncu vidim, ne vem, po vsem tem času, ki preteče od prve neke ideje do tega, da ga pogledaš na platno, se mi vsakič zdi, wow, čist fascinantno. Mogoče še jaz, ne, res ta strast, ljubezen do filma je od doma, ne, tudi predvsem od očeta, ker on je imel tudi te razne knjige o filmu, ki so šle, in jaz sem te knjige zdaj odkrila ponovno, prej sem jih tudi večkrat, pa pozabiš pa to, ponovno, ko sem delala Odstiranje pogleda z Mirjano Borčič, ta dokumentarni film o filmski vzgoji. In on mi je recimo tudi ob tej, ko je pač tudi prišel, tudi, ko je bila projekcija tukaj, pa je bil tudi tu na projekciji, sta prišla z mamo z Metlike, in je potem rekel, veš kaj, se spomnim, kako je ta gospa Mirjana Borčič, tudi tam na Viču, ko smo imeli, jaz sem bil še v bistvu, ne vem, a je bil konec 4. ali začetek študent, prvo leto, pol pa sem še jaz prišla, pa je bilo konc študijem, smo hodili, pač je rad hodil v kino tukaj v Ljubljano, ne, in se spomnim, kako so prišli tudi pred filmom in so napovedali film, rekli par besed in tako dalje, in mislim, da se spomnim tudi Mirjane Borčič, da je prišla enkrat in nas nagovorila, ne. Tako da vse se to povezuje in to je krasno. In tudi on je dejansko res tak, tudi enciklopedičen, ne. Tako da ta filmska vzgoja je se res začela pri nas, čeprav v takem malem mestecu, pač res doma, ne. In te v bistvu sanje, ki jih film da, in vse ti svetovi, takrat se veste sami, to so leta, ko smo imeli eno televizijo z 2 programi, ne. Mogoče zdaj pa res k filmu My Way 50 med iskanim in najdenim svetom. Tam nekje na začetku v filmu slišimo, vsega je bil kriv televizijski urednik, ki je zavrnil 2 projekta in potem rekel, ja, pa naredi film o sebi. Maja, a je to res tisto pravo izhodišče, ker 50. leta, kot vsi vemo, je nek trenutek v življenju, ko si človek želi pogleda nazaj, pogleda naprej. Ja, to je, bom rekla, to je res. In jaz seveda tudi sovpadalo s tem, s to krizo srednjih let, seveda 50, ne, zdaj si tam nekje na polovici, kaj je zdaj, ne, kaj bi spremenil, ne, so stvari, ki so ti uspele, so stvari, ki ti niso uspele, ne. Torej, eno tako preizpraševanje v tej krizi srednjih let v bistvu pride, kaj sem naredil prav, kaj nisem, kaj mogoče lahko spremenim. Pa tudi na vse zadnje vsebinsko, tematsko v smislu ustvarjanja, ne. Kjer so te teme, ne, velikokrat moram reči, človek tudi na tej pač poti delaš stvari, mogoče ne čisto natančno tiste, ki si ti hotel, ne, projekte, ampak neke druge, ne. Jaz sem se recimo navadila takrat dosti v preteklih letih še, ko so bili drugi načini, kot so zdaj za pridobivanje projektov, da imaš pač listo projektov, ne, in da recimo, če je moj A najljubši, ne, da sem lahko srečna, če bo Ž sploh sprejet, ne, in da bom nekaj delala. Tako da to dvoje skupaj so upadalo, tako da ja, in ja, hvala Petru Povhu, ki je stopil v tisti trenutek na to točko in malo, bom rekla, provokativno, tudi njegov izziv sem razumela kot, bila sem istočasno in jezna, in besna, in užaljena, in prizadeta, ampak po drugi strani pa poglejte, zdaj pač je ta film 50, ki mislim, da vseeno je nek unikum, tako da vsaka stvar ima 2 plati. V filmu slišimo, da si zelo kmalu ugotovila, da si v prejšnjem življenju bila jahač na konju s kitaro. Jaz bi rekla, ko sem gledala film, potem sem pa tudi presenečena ugotovila, da si še zelo mlada izdala pesniško zbirko, da mogoče tudi si bila v kakšnem od prejšnjih življenj tudi pesnica. V tem filmu je res veliko tega, ampak ne glede na to, kako začne nastajati tak film. Si vzela družinske albume, fotografije, kako si se lotila tega?
Ja, prvo tudi tvoje vprašanje, pol, da nisem čisto na začetku odgovorila, je to, ne, da težko bi šla še enkrat čez ta proces, ker me je namreč res vse bolelo, vse kosti in tako dalje. Ker moraš v bistvu iti na nek način v to retrospekcijo, čez sebe, čez neka svoja dela, neke stvari moraš malo vseeno nekaj dati in nekje se nekaj odpreti, neko kritično stvar, malo sebe postaviti. Imela sem tudi tukaj odlično montažerko Svetlano Dramlič, ki je mogoče tudi kakšne stvari malo kar zaštupirala, da ne bi bile bolj radikalne ali pa mogoče, ne vem, je rekla, ma ne boš to, pustimo to primeru, kaj boš to tole javnosti, to boš potem, ko boš 100 let. Tako da, in mislim, da je imela prav. Tako da, ja. Ja, zanimivo, končujemo letošnji abonma, to sem tudi prej v uvodu povedala s filmom Agnes Varda, s takim podobnim esejem, mene filma oba sem videla, pač tudi tega drugega, me zelo nekako sta mi komplementarna, tako da mogoče je Maja pa res pri 90-ih, 100-ih. Sem pa ravno to tudi opazila pri filmu, da tako zelo spretno, zelo lepo pelješ gledalca med tem, kar je intimno, med tem, kar ni tako zelo intimno, da poveš stvari, ki jih mogoče ne bi bilo treba povedati, pa so zelo dragocene, ko jih slišimo kot gledalci, kakšne tvoje reakcije na stvari, ki so se ti zgodile kot ustvarjalki, kot Slovenki. Tako zelo lepo nas film pelje skozi vse to in zelo lepo balansira. Hvala. Mogoče sem se tudi malo olajšala, ne? Mogoče je bil film tudi malo terapevtski, ker sem vseeno vsaj nekih izjav in takih stvari, ki sem jih rekla, ki jih tudi lahko, pa tudi da ne bi, pa bi jih zamolčala, ker so tudi stvari, s katerimi se ni zahvaliti ali pa provocirati sam sebe ali pa tudi druge. Pa sem jih izrekla, pa mogoče zaradi tega ima ta terapevtski učinek, ok, zdaj sem povedala, s tem se ne bom več ukvarjala, gremo dalje. To je bil en tak moj uvod, zdaj sem pa prepričana, da imate za Ido in za Majo še veliko vprašanj. Pa tisti, ko bi mogoče kar ali dobi mikrofonček, ali če ostanete toliko, da se slišimo. Ja, izvolite, ja. Meni se zdi ta film Maja 50 zelo zakompliciran, narediti tehnično, montažersko, scenarij, režija, če ga primerjam recimo z enim celovečernim. Tak občutek se tu. Ja, je bilo težko, ni bilo, mučenje je bilo, no, mučenje je bilo, ker jaz vedno imam rada, da je več nivojev, ne, in tukaj seveda je šlo v tem filmu, da bi ujela ta intimni, ta družbeni kontekst, ta čas, v katerem sem živela, te določene tematike, ki so me vznemirjale in prizadevale, ta zunanji tudi kontekst, bom rekla, lokalnega, mestnega, državnega v teh stvareh, torej tudi te tematike različne, od ideologije do begunstva, do ženskih tematik, torej pozicija žensk, ustvarjalk znotraj tega. Ja, in včasih je bilo to res, marsikaj smo seveda tudi ven vrgli, ne, je bilo tega še več, jaz sem seveda bistveno več, jaz sem, bom rekla, marsikaj posnela, res, in ob tem pregledu zdaj sem tudi videla, tam res je teh angažiranih ali pa nekih zanimivih vsebin še veliko več, ne, ampak nekje je bilo treba se ustaviti in poskušati iz tega tisto, kar je bistvo zdaj, ne, in jaz mislim, da je kar uspelo, ne, to nekako spraviti te bistvene stvari ven, pa tudi seveda tudi ta družinski moment. Z tega sem tudi izhajala, recimo iz tega ven, ne. Tokrat sem imela, ne, pred mikrofonom, pred kamero ljudi, ki so mi zaupali, res v najrazličnejših dokumentarcih svoje neke intimne zgodbe in tako dalje, ne.
In sem rekla, in sem si v bistvu rekla, da je tudi od mene prav, da delno to intimo odprem in jo vrnem nazaj. Ne. Jaz bi pa mogoče tukaj tudi, ker se mi zdi, da se navezuje na to vprašanje, tudi povedala, da je Maja res, mislim, ona je, se mi zdi, tako res po duhu in po duši dokumentaristka. In ona je vedno, mislim, odkar jaz delam z njo, vedno s sabo nosila kamero in vedno je snemala na vseh potovanjih, na vseh pač nekih dogodkih in to še vedno počne, ne. In se mi zdi, da je to pač prihaja iz tega, pač da ima res to potrebo, da beleži neke trenutke in da ne vem, zavedno ali pa povsem nezavedno je vedela, da bo enkrat delala en tak film, kot je My Way 50, ne, in da je bila res soočena z ogromno materiala, ne samo materiala njenih filmov, ki jih je naredila, ampak tudi res nekega osebnega materiala, ki ga je desetletja nabirala in snemala. Ne. Izvolite. Pa tudi vstala bom. Zdravo, Maja, me veseli, mislim, film je res, se sliši dobro? Ja. Film je prekrasen, mislim, res iskrene čestitke. Gledala sem ga seveda na več načinov, predvsem pa kot nekako približno spada v to isto generacijo in tudi jaz sem, čeprav nisem ravno tuja Ljubljani, mislim takole po koreninah, sem pa kljub temu prišla v Ljubljano živeti tudi zaradi študija. Bi pa rada malo bolj tale film razsvetlila ravno iz tega vidika motivacija, zakaj, kako film, ker menim, da smo pravzaprav generacija, ki je film začela na novo doživljati v tisti primarni vrednoti, da smo resnično začeli vrednotiti film kot tak zunaj vse tiste politične propagande, ki smo bili priča ali pa smo jo doživljali v zgodnjih 80-ih letih tukaj v Ljubljani. Mislim, film je prvovrstno, jaz bi ga primerjala lahko samo z mojstrskim žongliranjem, način z lahkoto, s katero so resnično krute zadeve iz ne tako davne preteklosti, smo stari, ampak še vedno smo mladi in vsi ti spomini, vsaj zame, so zelo, zelo sveži. Darfur, Černobil in tako dalje. Ne. In kot prvo se mi zdi neverjetno to, ne, da je šele leta 2002 Slovenija dobila prvi, če temu rečem, ženski film. Mislim, iz moje percepcije se mi zdi to resnično grozljivka, ne, zato ker smo generacija, ki vem, da je prav moja generacija sproducirala eno celo ekipo, ki v bistvu sedaj obvladuje sinasično sceno tukaj v Ljubljani in nasploh kreira tudi nekako standarde za kvaliteten film nasploh v Sloveniji, od dokumentarnih festivalov do festivala slovenskega filma in tako dalje, ki se seli po celi Sloveniji zdaj že, in to so resnično očitno, mislim, meni se zdi to zelo neverjetno, ne, ker sem pač mogoče kozmopolitsko živela do zdaj, čeprav bolj vezano na Evropo, kot recimo na neke druge kontinente, ampak kljub temu, mislim, zame to srhljivo, da slišim te epitete na, kar se tiče, ne, na našo generacijo, da šele naša generacija v svoji zreli dobi, da je ustvarila nekaj, kar ima svoj ide, ki je zapisan, ki se zapisuje v zgodovino slovenske kulture. Ne. In kot drugo se mi zdi pa strašno pomembno to, ker sem v bistvu tudi regionalna marginalka, čeprav tako kot sem rekla, nisem, ne, ampak smo starši oziroma smo otroci različnih staršev iz različnih regij. Mislim, da to danes ta Ljubljana zelo je, čeprav očitno ne živi, še vedno ne tega. Hočem reči, pripeljala si v Ljubljano, očitno sta pripeljali skupaj z Ido to marginalno Slovenijo. Ne. In nekako se bojim, ne, ali pa ne, da se bojim, žal mi je, da je ta Slovenija očitno še vedno tako zelo eksotična. Da so robovi, marginalije Slovenije, tako kot danes z ehom odzvanja ta kozmopolitska politika, da smo mi, ki smo iz meje, jaz sem pač iz Mure, ti si iz Kolpe,
da smo nekako živeli to in da razumemo v vsej tenkočutnosti to problematiko, ki danes rečemo pač migracije. Ne. Ker Slovenija je en sam, skozi moj spomin, eno nenehno gibanje, nenehna dinamika ljudi, komunikacija, ampak žal vidim, mislim tudi danes tukaj, ne, očitno ne vrvi z vprašanji, z dvomi, ljudje si ali pa ženske ne upajo povedati tega, kako čutijo ta tvoj film, ne vem, morda se ne prepoznajo v teh tematikah, jaz se vsekakor 100%. Tako da resnično hvala Maja in Nida za ta film, kar je. Hvala, Bojana. Malo v bran, niso vsi tako, ne znajo tako lepo govoriti kot ti. Tudi jaz ne. Ampak to, kar si povedala, podpišem tudi jaz. Ja, čestitke še z moje strani, ne, z drugega pola, tako da v glavnem je film čudovit, ne, in je najlepše darilo nam, obiskovalcem tega abonmaja za začetek letošnje sezone. Tako da zdaj se nekako veselimo že konca, da bomo lahko primerjali, če bomo to v spominu uspeli ohraniti. Ne. Ampak se mi je pa utrnila ena misel, ne, da ko ste na začetku govorite o tem, kako sta z Božotom Fleischmannom snemala dokumente, pogovore z raznimi neznanimi oziroma znanimi osebami in da je tisto ostalo skrito v bunkerju. Potem kasneje so filmi ostajali prezrti. Ne. Kakor ste najbolj prepoznavna ženska avtorica slovenskega filma, ne, tako ste na nek način tudi najbolj prezrta. Ne. Če so filmi v bunkerju, jaz mislim, da bi bil čas, ne, da javna ustanova, kot je televizija, vendar potegne te stvari iz nekih arhivov in jih pokaže javnosti, ker tako dragocenega dokumenta, kot ste ga naredila s tem filmom, bi ga težko srečali. Hvala. Hvala lepa za kompliment. Tako bom rekla, pojasnilo. Ni, da bi bili, noben moj film ni bil nikoli v bunkerju. To je ena stvar. Materiali, o tem, kar pa res s Fleischmannom noter govorimo, pa je ogromno teh materialov, ki sva jih v bistvu skupaj snemala, tudi v tistih 80-ih letih tudi določeni intervjuji v Mladini so bili tudi takrat, sva skupaj objavila noter, recimo, so pa to, videli ste Josipa Vidmarja, Vladimirja Krivica, Jezeršek Sokol, to so razne tematike noter o pobojih, pač vse te hude tematike o procesih političnih, vse to, kar me potem v bistvu vedno zasledovalo. Ta material je bil posnet, pa smo nekako, se pravi, naredila sva takrat v tistih 80-ih letih, pa je šel tako vsak svojo smer, vsak s nekimi svojimi, mi je pa tudi Božidar Fleischmann, v bistvu, bom rekla, on mi je odprl vrata do tega černobilskega filma na ta način, ker me je povabil zraven v ekipo, ki je šla takrat v Černobil, takrat so bili tele Zeleni Slovenije, Rdeči križ, Zeleni in Smelt. Torej, ti so bili takrat konec 80-ih let, začetku 90-ih, potem, ko se je katastrofa zgodila v Černobilu, so hoteli to akcijo v bistvu izpeljati in černobilske otroke pripeljati sem. In tako je tudi v bistvu on, ki je bil pač, veste, vedno je to tako, ne, je politika, ne, vse je politika, ne. In vse so, in bolje politika in jaz sem, bom rekla, to je tudi eno vseeno od teh, vse je spoznanje to notri v filmu noter, ne. Jaz tega nisem očitno razumela, ves ta moj proces in moj čas in odraščanje, jaz mislim, da ni, oziroma, da tudi da v kulturi ne more biti politike v tem smislu ali pa tega, ne. Ampak je bilo bistveno bolj kot, ne. Skratka, te dokumenti so, po mojem se bo nekaj naredilo iz tega, tudi, bom rekla, bolj ima jih Božo Fleischmann jih ima, ne, zdaj so prepisani, digitalizirani, nekako nismo se s tem, bi bilo pa seveda zanimivo, kako in kaj sploh to je, kaj so takrat povedali, tudi meni bi bilo recimo zanimivo iz marsikatere te perspektive tega, kar sem pol naredila, recimo Evangelij vode, ne.
zdaj ene te intervjuje ponovno slišati, pa ponovno videti, ne. Ker ja, ljudje se staramo, se izobražujemo, informiramo, nas drugi informirajo, marsikaj izvemo in tako kot pravijo, da se zgodovina in marsikaj reflektira na novo in znova in išče pravo resnico, ne. Tako je tudi pri teh stvareh, ne. Tako da bomo videli. Lepa. Meni je pa všeč v filmu ta vaš obraz, ki izraža tako občutljivost za vse te teme človeške. To se tako vidi in čuti in to se mi zdi, da je tisto bogatstvo filma. Vse teme, ki se jih dotikate, a ne, ki s svojim delom, ves ta čas, ves ta prerez, no, to se mi zdi, da ta duša izžareva in to res je bogatstvo za vas in za nas, ki gledamo vaše filme, no, tako da hvala. Hvala. Se bom navezala na Barbaro in bi rekla samo to, kar je nekoč v srbščini išla knjiga Olovka piše srcem. Vi snemate, ustvarjate srcem in hvala. Hvala lepa. Še v jok me boste spravili. Bom jaz vmes eno vprašanje. Maja, kako pa to, jaz kot Radika sem to takoj zaznala, mi je bilo zelo všeč, ampak me vseeno zanima, kako to, da si se odločila, da v filmu nam ne govoriš ti, ampak nam govori tvoja igralka Silva Čušin. Ja, ta izvrstna ideja, s katero sem se takoj strinjala, pa je zrasla na tem zelniku. Ja, meni se je zdelo, da če bom jaz, no to smo skupaj tudi debatirali, ker sem seveda Ida pač pogledala in tako dalje, da bo preobčutljivo, pa tudi ta dimenzija in s filmom in z Silvo da neko novo, poleg tega je to združitev tega obeh teh žanrov in igranega in dokumentarnega, ne. Jaz mislim, da je to ena in distanca in en še novi dodatek tega filma k razumevanju, ne. Še kakšno vprašanje? Ja. Ja, tišino je treba izpolniti, ne? Nismo zato tudi, da se bomo gledali, ne? Torej, rekla sem zadnjič, ko sva se srečala na festivalu dokumentarnega filma Maribor, nisem videla tako rekoč nobenega tvojega filma in sem danes videla, da sem jih videla nekaj, ne? Predvsem pa... Bom jaz sam toliko skočila, ker sem pa majna generacija, pa kar poznam njen opus, zelo priporočam. Priporočam vse, pod nujno pa večino majnih filmov. Razumem, z Majo sva se 10 let poznale preko e-maila, preden sva se prvič srečala pred parimi meseci, tako da ne, razlog, da nisem videla majnih filmov in da sem jih potem v zadnjih 5 letih nekaj videla, je moj osebni, ker nisem živela v Sloveniji, ne. Tako da pač nisem bila prisotna in sem pa spremljala vsekakor to produkcijo, ker se ukvarjam s feminizmom, ne, če temu lahko tako rečem, ali pa sem feministka, ne vem, ideje me ne zanima, ne, pač delam tudi svoje stvari, svoje percepcije. Ampak predvsem ta film, spomnim se filma, na televiziji je bil prikazovan o Angeli Vode, spomnim se tudi Adriana, ne vem, kje sem ga videla, ampak jaz se od nekod tega filma spomnim, pa tudi pred 4-5 leti, ko smo bili pred univerzo v Ljubljani na trgu Zvezda, tudi tam sem bila prisotna pri tisti manifestaciji o ženskah znanstvenicah. Ne, tako da, zakaj zdaj to ne hočem reči, ne? Filme, ki sem jih videla, sem jih gledala ne kot podpisane za žensko, to hočem reči, ne?
In mislim, da je to tisto, kar jih odlikuje. Ne? Ampak vsekakor so pa pomembne, ne? Če ženska naredi film o ženski, ker to pa ni brez razloga. Ne? In bi postalo vprašanje v tem smislu. Ne? Kako se ti začutila, pravzaprav slišali smo ime Janeza Janšo, ne? Da bi naj bil naročnik, ampak po moje so to samo neki triggeri, ne? Nekaj, kar je nek vzvod, ne? Ker vzvod mora tudi pasti na posluh, ne? Torej, kje je ta tvoja senzibilizacija ali pa vajna senzibilizacija, zakaj recimo je vprašanje ženske v filmu v Sloveniji, pa morda tudi vam, ki ste nasploh teoretičarka oziroma poročate o filmu, kaj je to v Sloveniji, ta mit ženska, film, Duša Počkaj, film, Vesna, film. To je zelo malo. In kje je vse ostalo? Ne? In tu mislim, da lahko resnično na tem primeru, kot sem ga jaz rekla, ne, da sem gledala film o Angeli Vode, brez vedenja, da ga je naredila ženska. Ja, mogoče Maja, Ida. Ja, Bojana, ne vem, kako naj to, mislim, kako konkretno, prosim, konkretno, mislim, direktno zastaviš. Mislim, mi še enkrat, kaj te zanima, da ti odgovorim? Aha, ok, v redu, dobro. Ja, ženske si moramo izboriti svojo zgodovino v slovenski kulturi, ne? In to je dejstvo bilo in zdaj sicer imamo že kar več teh portretov, ampak ja, notri, recimo v tem mojemu tudi dokumentarcu smo videli tole Marijo Vero, ne? No, takrat, jaz se tudi spomnim, prinesla sem spisek urednici in sem rekla, te ženske, mi, točno to, kar sem zdaj rekla, mi moramo imeti tudi v smislu medija, filma, in moramo imeti svoje, v bistvu svojo zgodovino, svoje filme, ženskih portretov, portretov ženskih ustvarjalk, ker na ta način, v bistvu, če imamo portrete ženskih ustvarjalk, če imamo neke zgodbe, sploh v bistvu vidimo, da smo bile, ne? Recimo, se spomnim 15 let nazaj, to je včeraj, ne? Kot da nimamo, kot da nikoli, kot da so bile vse ženske v zgodovini, bom rekla, slovenskega naroda, samo gospodinje. Vse smo gospodinje, jaz sem tudi gospodinja. Ampak niso, nekatere ženske so v bistvu premikale meje, delale določene stvari, že ne samo v začetku 20. stoletja, ne? Ampak tudi prej, ne? Sej tudi pozabljena polovica, imamo jo notri in tako dalje. To so vse te stvari, ki so dejansko prihajajo zdaj. Ampak gledajte, to se dogaja zadnjih 15 let, ne? Ni bilo tega prej, ne glede na to, koliko je, bom rekla, socializem o enakosti med žensko in moškim tudi opeval in govoril in tako dalje. Predvsem pa ne iz te neke kulturne dediščine, intelektualne dediščine tudi, ne? In to, hvala Bogu, je zdaj pač ta nek premik se zgodil in se dogaja in je treba. In jaz seveda kot ženska sem to, bom rekla, tudi to zaznavala, čutila in zaradi tega je bilo meni pomembno, da kot ženska stopam v ta prostor in se borim in delam neke tematike najrazličnejše, ne samo ženske, tudi, bom rekla, splošne, ne. In pomembno mi je bilo, da recimo bi bila uspešna, ker na ta način bi potem rekli, to je naredila ženska in to je en šit, ne? Ampak ne, to je naredila ženska in to je v redu. Mislim, ženska celo naredi, pa je v redu. Mislim, celo včerajšnji igrani film je, ja, pa celo je bil tam, ne, ga prikazujejo, ne. Torej ni, a veste, cel kup teh predsodkov je bilo, ki jih je bilo treba razbiti in jih je treba razbijati in tako dalje. Tako da tudi recimo ženske kvote, tudi znotraj, bom rekla, zdaj, ker smo bili pri filmu, znotraj filma in tako dalje, morajo biti. Mi smo se takrat še maraton ženskega filma in video je bil v kinoteki sredi 90-ih let. Jaz sem bila pobudnica, zakaj? Ni bilo celo včerajšnjega igranega filma, da se pove, da nas je ogromno, da ogromno delamo, da smo marljive mravljice, ampak da se nas sliši, da moramo biti v komisijah, da moramo biti na določenih pozicijah in take stvari. In te stvari so se potem premaknile in se premikajo.
In to me, bom rekla, v teh mojemu My Way 50 izjemno vseeno veseli, čeprav sem mislila, da marsikaj bo hitreje in da se ne bo treba mogoče meni s tem ukvarjati, pa sem se tudi s tem v bistvu mogla ukvarjati. Torej ta družbeni angažma, ki ga imaš ne samo znotraj svojega dela, ampak tudi znotraj svojega življenja in pozicije, je bil potreben. V bistvu je bil bolj potreben, na srečo sem jaz to imela in tudi to dosti trdo kožo, kot samozaposlena v kulturi vsa ta leta, da sem lahko, bom rekla, to šla, premikala in tako dalje. Ne sama, vedno tudi z določenimi ljudmi, ki smo skupaj korakali, ki smo nekaj poskušali in tako dalje. Ne. Tako da sem bila pa tudi prva predsednica Društva slovenskih filmskih ustvarjalcev po 60 letih, s čemer se rada pohvalim, ker je bil to pač tudi en presedans. Ne. Tako da, ja, odkje imam pa to mogoče, to stvar, tako kot smo prej na filmu odgovorili, imam od tega, da sem v osnovni šoli, a veste, ko imaš rad, ne vem, kulturo, umetnost in tako dalje, tudi kemijo sem imela izredno, v bistvu sem imela vse rada, znanje sem imela rada. Ne. In potem v bistvu vidiš, da žensk ni, ne, nikjer ni bilo žensk, da ni edina ženska, ki je bila Marie Curie. In seveda Marie Curie je bila krasen vzor in krasen, ne, dvojna Nobelova nagrajenka za kemijo in a veste, in v šolah smo rabili to, no? A veste, to je zame bila identifikacija, ki je bila pomembna. Končno tukaj ena ženska, niso samo vse ljubice, pa muze, pa ne vem kaj, pa gospodinjske pomočnice, nič slabega v tem, ker sem tudi jaz gospodinja. A veste, ampak to je pomembno in tudi ta feminizem, tudi bom rekla, če je to feminizem, potem sem tudi jaz feministka, ker to je pomembno. In pomembno je to, in tudi, tako kot ste pa slišali, moj sin pravi v filmu, je tudi on feministka, ker se tega zaveda, ker je mlada generacija in pravilno je to. Pravilno je, da se te stvari delijo, da si spoštujemo, mi smo spolno, mislim, moški, ženske smo različni, hvala Bogu, da smo različni, ampak ja, so pa tukaj, Bojana, mislim, da sem malo sem odgovorila, ne, so neke stvari, ki jih je, ja, ki je treba jih premikati in treba je paziti, ker se hitro lahko porušijo vse stvari, ali pa jih je treba tudi zakonsko določiti. Angela Merkel sem brala enkrat, ne vem, 5 let nazaj ali 7 let nazaj, prav z zakonom določila, da v gospodarskih teh odborih mora biti notri zastopanost 50% žensk. Ker so bili v Nemčiji tudi v teh upravnih odborih velikih združb večinoma sami moški. In to je imelo določen premik. Tako da tu so take stvari, ki jih je treba potem tudi seveda politično premikati. Ida, mogoče. Pa seveda tudi občutljivost za krivice, ne? To se mi zdi tudi pomembno. Ne? Brez tega ne bi bilo veliko vaših projektov najbrž realiziranih. Ta občutljivost za krivico, ki se človeku zgodi, ne? Tako kot naprimer Angela Vodej in tako naprej. Hvala, ste videli, sem se razburila. Odkud to pride? Pa se trudim. Mogoče še eno vprašanje tako za konec. Sploh rekli smo, 20 let sodelujeta, Ida je v filmu celo povedala, da je že pred tem bila igralka v filmih, v nekaterih filmih, pozneje profesionalnih, majhnih, tudi vidimo Ido. No, ampak v zadnjih letih včasih tudi zamenjata vlogi. Ida je posnela svoj prvi dokumentarni film, tudi dobila že nagrado. Maja je pred 2-3 leti postala producentka, svojo producentsko hišo. Družini vajini dihata film, ne samo vajina starša, ampak vajini možovi, otroci. Ja. No, jaz pač ta moj skok v režijo je v bistvu res bolj skok, no. To ni nekaj, kar bi jaz čutila,
da bi mogla v življenju delati. Mislim, da pač sem, ne vem, pač se nekako bolj čutim kot ta ta podporni sistem za režiserje, kot da bi pač sama imela to neko ali potrebo ali pa ambicijo potem, da se na ta način izražam. Tako da mislim, da je to bolj bil res sam skok in jaz v svojem poklicu producentke pač dobim vse to, kar rabim, ne, in kreativno in kot izziv in pač poslovni izziv in vse. In ta stik z ljudmi, ki se mi zdi, da je tudi velik del tega poklica, ne, pač te neki odnosi, ki jih potem spleteš in z ustvarjalno ekipo in z tehnično ekipo in pač ta, kar je meni tudi vedno bilo zelo pomembno, da pač se trudim pri vsakem filmu, ne glede na okoliščine, da bi pač bila produkcija vsakega filma profesionalna, v smislu, da se pač ljudem omogoči neke pogoje za delo, neko normalno plačilo za to delo, nek spoštljiv, enakovreden odnos z ljudmi, s katerimi delaš ta film, in to pač so stvari, ki so dostikrat precej izziv glih zaradi tega, ker je pač film v Sloveniji še vedno dostikrat strani nekih ljudi, ki o njem odločajo, razumljen kot nebodigatreba in da to itak lahko vsak naredi in to lahko vsak dela in pač ne, je ena taka, na žalost se dostikrat čuti malo ta odnos in tudi pogoji, v katerih slovenski film deluje, so kar težki in tako da vidim tukaj tudi ta izziv kot producentke, ne, da se proba vzdrževati nek standard produkcije na vseh nivojih, ne. Če hočemo pač, da potem pride tudi do takih zgodb in do različnih filmov in da se obravnava čim širši nek spekter in tematik in družbenih in intimnih in žanrsko in po zvrsteh, ne. In tukaj je še ogromno pri nas za narediti, tako da bom, mislim, da kar ostala v produkciji. Moja sestra je vražja, veste. Ona je zdaj vsak ima drugo pot, ne. Ona je zdaj diplomirala, pri 3 otrocih in tako dalje in filmih, ki jih producira, z 10 in zdaj je na magisteriju na AGRFT. In ona je dobila nagrado kot režiserka za najboljši dokumentarec v Mariboru in jaz nekoč ga bo tudi še kako veliko, tudi za kak film še, tako da je ampak to vražjost, ne, to tako ne. Zdaj pa nismo še ker smo govorili med družinskim in takim, bomo povedali pa še nekaj, ne. Meni, ne, in o gospodinjah, ne, moja mama, najina mama, predvsem meni, ki sem 10 let starejša od Ide, ne, jaz bi težko, bom rekla, jaz sem bila v Berlinu tudi 2 leti, imela sem Evropsko filmsko štipendijo, moj mož je Nemec, ampak kljub temu bi težko, bom rekla, težko bi družino in film in vse to, ta kaos po svoje, ne, pa še mož je tudi, bom rekla, tak bolj boemski filmar in tako dalje, obvladala brez suporta, recimo moja mame, ne. Samo to, koliko je ona meni nakuhala v življenju, da meni ni bilo treba. In to je neprecenljivo, ne. Tako da videli ste pa tudi jo že v filmu noter in tudi ste videli, kako je to, kako generacije grejo, nekdo odsanja lahko neke sanje, nekdo ne, nekaj se prenaša naprej, ampak v osnovi smo skupnost, ne. Skupnost, ki si moramo med sabo v bistvu pomagati, se podpirati, edino na ta način lahko v bistvu funkcioniramo in tudi jaz ne bi mogla nikoli teh stvari, bom rekla, narediti
brez suporta družine, tudi mojih obeh v bistvu staršev in tako dalje, ne. Predvsem pa ne v takemu, kot samo zaposleni v kulturi, ne. V času tudi zdaj so seveda tudi drugi poklici, ne samo kulturi, tudi ta prekariatstvo in vse to je šlo tudi v vse druge spore in na različne načine. Nekje to se seveda lahko gre in ljudje lahko nekako, je ta espejevstvo in privatnost v redu, ponekod pa je to v bistvu pa je to lahko težko oziroma tako da brez pomoči tudi jaz ne bi mogla nikoli narediti vsega tega, kar sem naredila. Maja Vajs in Ida Vajs, hvala lepa za film, za tale pogovor. Maji dvakrat hvala lepa. Vas lepo povabim še enkrat na razstavo, ki je tamle zadaj v prostorih ob 10-letnici Kinodvora, in vidimo se spet čez 3 tedne v sredo, ko pa gremo v Združene države Amerike v 60., 70. leta s filmom Spikea Leeja Črni klanovec. Še en zelo zanimiv film. Tega Majinega in Nidinega pa vam želim, da ga odnesete s seboj za uro, 2, dan, 2. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa.